Dragi moji, jaz vas prijazno povabim k ogledu oddaje Življenje po moje z Majo Peron, kjer tokrat gostim Tino Anžič, energijsko terapevtko, ki dela z svetlobnimi nitkami. Tina? Jaz pa vedno rečem, poznaš moj stavek, tvoja veličina je v tvoji majhnosti in ko bojo ljudje dojeli tudi preko teh vseh oddaj, da smo v resnici vsi zelo majhni, ampak zelo pomembni za ta planet, enako kot ta oddaja, potem smo že nekaj naredili. Evo, bodite z nama in boste zvedeli več. Lepo pozdravljeni. Danes v oddaji gostim prijateljico in žensko, ki se je na svoj zelo unikaten način dotaknila mnogih življenj. Tina Anžič ni terapevtka po nazivu, ampak po daru. Njeno orodje niso besede, ampak nitke, to so energetske povezave, ki jih vidi, čuti in razume. Ne razlaga teorij, temveč popravlja pretočnost, odpravlja blokade, razveže kakšen vozel in celi tisto, česar se medicina ne dotakne. Spoznala sem jo po pomoti, ampak vsi vemo, da naključij ni. Veliko ve, še več začuti, s pogledom pa prodre do tvoje duše. Danes ne bo govora o terapiji, temveč o energiji kot temelju vsega, tudi zdravja, sreče in obilja. Kaj pravzaprav pomeni stati v svoji moči, z odprtim srcem in jasnimi mejami? Tina, lepo pozdravljena. Pozdravljena, Maja. Res sem vesela, da si z mano in jaz bi začela kar nekako pri tvojem otroštvu, glede na to, da poznam tvojo zgodovino, ne. Verjetno, če bi vedela, s kakšnimi izzivi se boš soočala, bi se mogoče kot duša niti ne odločila za to pot, ne. In naj bo to iztočnica, da mi poveš, majčkeno, kako grejo te stvari, kako duše, kako si izbiramo življenja, kako grejo te zadeve. Ker verjetno od tod izhaja tudi tvoj dar, ne. Ja, res je, Maja. Kot otrok sem velikokrat rekla, ojoj, ko se le ne bi nikoli rodila. Kasneje skozi življenje, bolj ko sem dozrevala, bolj ko sem razumela stvari, bolj ko sem se poglabljala v sebe, spoznavala ljudi na svoji poti, ko so eni še dan danes moji zelo dobri prijatelji, vodniki, če lahko tako rečem, sem se začela poglabljati v sebe. Da to je edina pot, da lahko razumeš, začneš razumeti in začneš slediti sebi. Moram reči, da danes sem hvaležna in ne bi spremenila niti trenutka. Res. Zakaj? Zato, ker sem dojela, in to že danes ni več tabu tema, veliko se o tem govori, vsaka duša na to zemljo pride po izkušnjo, da bo nekaj predelala, nekaj ozavestila, nekaj razrešila, dozorela, kakorkoli. Vsaka naj bi ali pa ja, strmi k temu, da gre kasneje, ko gre čez te procese čiščenja, če temu tako rečemo, kasneje ne, pride in naj bi v višjo zavest. Tako da hvala moji mami, hvala očetu, da sem danes tukaj. Veš, to sem te vprašala ravno zato, ker vem, vsi imamo neko izkušnjo in vem, da so mnogi res v težkih situacijah in potem tako, kad ti je težko in vidiš nekoga, ki je čez te stvari šel, ti je majčkeno lažje. To je bil namen mojega vprašanja. Ampak zdaj pa, če gre tako v bistvu, tvoje delo ni klasična terapija, ne? Kaj ti pravzaprav počneš? Res je, ni klasično. Kljub temu, da jaz, tako kot sem prej rekla, jaz vem in se zavedam, da vsi mi, vključno z mano, še vedno zorimo tekom življenja, in po svoji poti. Dejstvo pa je, jaz sem rekla, nikoli nisi dovolj pameten. Tudi jaz nisem še danes, ne. Daleč od tega. Sem hodila na mnogo nekih izobraževanj. Mislim, da sem nekje pri 87. certifikatu prenehala šteti in prenehala kupovati različne okvirje, zlate take, ker ugotoviš, da ja, seveda in si hvaležen, da dobiš neko znanje, ampak tisto, ko delaš iz sebe in je del tebe, tisto je tisto pravo. Ampak zdaj, veš, ljudje ne vejo, kaj ti delaš. Se pravi, ti delaš s svetlobnimi nitkami. Ja. In jaz imam vedno
ne glede na to, da te že kar nekaj časa poznam, težavo ali pa izziv povedati, kaj ti počneš, kako ti nas vidiš. Jaz se tebe spomnim, ko sem te prvič vprašala, kako pa ti nas vidiš, kaj so to nitke, kaj ti pravzaprav delaš. Veš, a mi poveš, kako smo ljudje sestavljeni, kako nas ti vidiš, kaj počneš? Bom povedala, čeprav se mi zdi, da včasih besede manj povejo kot dejanja. Zato takrat, ko pridejo ljudje, ko jih vidiš, rečeš, tukaj imate vozu, ne vem, naprimer, ali je to neka travma iz otroštva, pa se jim vleče, pa jim kasneje dela blokade, ali so to strahovi, jeze, žalosti, kakorkoli. Jaz vidim dejansko to, kar si rekla. Ljudi, jaz delam na podplatih, veš, si že probala. Te nitke to tako izgleda, kot seveda eni vidijo auro, pa si lažje predstavljajo. Tukaj nitke so pa take, kot eni špageti, taki svetli, drobni, ampak premnogokrat prezavozlani in zato tudi kasneje to pelje ljudi v bolezen. Mislim, ker jaz si to predstavljam tako, ne, da so to, v redu, ti si rekla špageti, si to predstavljam kot neke lase in če je to počesano in ravno in gladko, stvari lepo tečejo. Ne? Ampak takrat so že dodelani. To je potem že po tvoji terapiji. Takrat so že. Ne, veš, kaj me v bistvu zanima, ne? Ti lahko skozi te nitke dejansko vidiš in poveš, kje v preteklosti se je neka blokada zgodila in dejansko lahko ti skozi te svoje energijske terapije to nekako tudi odpraviš. Bom rekla, ja, odpraviš, ne pozdraviš, ker ti v bistvu ne zdraviš, ne, na nek način. Zdravijo zdravniki, ki so v belih halah. Jaz sem pa vedno pisano oblečena. Malo se pošalim na svoj račun, ampak jaz sem lahko samo doprinos medicini, doprinos ljudem, pardon, suh zrak je. Tudi jaz imam, vidiš. Jaz sem samo doprinos medicini in ljudem, ki se enkrat odločijo in rečejo, dovolj je. Zdaj nekateri že zbolijo, pa jih žal to pripelje. Večina, sploh zadnje čase od korone naprej, pa pridejo ljudje, ki rečejo, enostavno čutim, da mi ne spusti več v življenju naprej. Kaže se jim ali z odnosi, da nekaj ni, odnos že do sebe, do sočloveka, kakorkoli. Ne? No, ampak recimo to, kar ti počneš, a se da to naučiti, ali ti je to preprosto dano, ali pa ne? To ti je dano, ali ti pa ni. Naučiti se ne moreš. Glih zdaj, ko smo na Krvavcu nazadnje imeli s tabo, ko sem bila tudi povabljena kot gostja, ne? Je ena mama me poiskala in je rekla, naša deklica vidi enako kot vi. In dejansko je res deklica pokazala in je videla in potem je rekla, mama, naučite jo. Sem rekla, jaz ti lahko povem osnove, ki je kakšna nitka ali od čustev, ali od občutkov, ali od organov, ali ni problem. Problem je pa v tem, da z leti, bolj ko bo ona zrela in ona v svojem stebru, bo ona lažje te ljudi videla, kaj točno rabijo. Ker ni samo, da jim ti pospraviš, naprimer, nekdo pride v odnosih, se mu vse ustavi, pride sesut, če lahko tako rečemo, da mu boš ti kar odnose delati. Ne. Mogoče najprej treba pogledati, kje se je to začelo, kje so tiste travme iz otroštva. Največkrat je žal tako. Kaj mi še povej, kdaj si se pa ti tega zavedla, oziroma kakšni so občutki, ko se tega na nek način začneš zavedati, pa verjetno misliš, da si domišljaš, ali kako grejo te stvari? Ja, najprej te je malo strah samega sebe, pa si rečeš, pol kasneje, pa nekaj že na tem, in pol iščeš in tečeš od Poncija do Pilata in delaš različna izobraževanja in slediš in bereš in po moje že ni več knjige, ki je ne veš in ki je nimaš doma, ampak enkrat si moraš pa enostavno zaupati. Ker ko zaupaš sebi, bojo tudi ljudje kasneje tebi. No, vidiš, to je ena taka zelo pomembna misel, ne? Ker tudi moja izkušnja je takšna, da sem bila pri tisoč in enem učitelju, profesorju, terapevtu, a ne, preden sem nekako si začela zaupati, iščemo potrditve druge, ampak verjetno je to ena taka
čist naravna zmota. pot. In prav je, da imamo sicer znanja, ne, ker potem znamo nekaj, kar imamo mi, postaviti v neke okvirje, ampak je pa res prav, da si zaupamo. Jaz bi zdajle naredila eno kratko pavzico, pa nadaljujeva. Hvala. Po moje gro. Pozdravljeni nazaj. Tina, nadaljujeva. V bistvu pogostokrat rečemo, da se telo zaduši, ko duša predolgo molči. Kaj to pomeni? Žal, večina ljudi ne živi svojega poslanstva. To je to, jaz rečem, po kar je duša na zemljo prišla. In ko vklopijo razum in začnejo slediti, jaz se tako pošalim, pa vedno rečem svojim strankam, kuča poso, samo to vidijo. Pozabijo pa na sebe in na tist notranji glas, ki jim govori, naredi to, tvoje poslanstvo je to, prišel si za to. In ko oni to, jaz rečem, pozabijo, se odtujijo od svoje duše in živijo z razumom, enostavno telo to pokaže. Najprej se začne sesipati čustveno telo, potem astralno, mentalno, duhovno in tako naprej. In ko se ta telesa odavre, začnejo posipati, začuti tudi to sedmo, fizično, ki je v bistvu, jaz rečem, najdlje zdrži, ne. Stari ljudje so vedno rekli, telo je hujše kot železo, ampak temu žal ni tako, ne. Enkrat pokaže, tako pač je. In kako ti pristopaš k temu, ko pride človek k tebi, verjetno vidiš, a ne, kje je problem, da se mu dogaja to, kako v bistvu ti se lotaš potem tega, kako pristopaš, kaj mu svetuješ, kaj lahko človek pravzaprav pričakuje, ko pride k tebi prvič? Prva stvar je ta, že da je prišel, je naredil zelo velik korak. In ga je treba ohrabriti, potem je treba navezati stik, da začuti, da je varen, da je v varnem prostoru, da lahko zaupa in predvsem, da začne govoriti. Ljudje so danes postali individuum, vsak je zaprt sam v sebe, težko kdo komu kaj pove. Zadnje čase poslušam, vsak mu je najboljši prijatelj GPT, ali kako se mu že reče. Težko pa povejo o sebi. In ko začnejo se odpirati, tisti, ki se pa ne morejo, pa jim jaz poiščem tam, kjer imajo res najtežji problem, drugače me poznajo, da zelo malo govorim, ne, to veš tudi ti, ampak jim samo eno težavo povem. In potem zaupa, ker vidi, ve, to je zdaj njim pomembno, ona ve. In potem se odprejo, so kot odprta knjiga, sledijo, sodelujemo. In moram reči, da mnogo njih je odšlo z zelo, zelo, zelo spremenjenim življenjem. No, se to me zanima, ne, moje naslednje vprašanje je bilo, kakšne so tvoje izkušnje, take čisto konkretne, mogoče, če mi poveš par primerov, kaj se zgodi, ko človek pride in, ne vem, verjetno večkrat mora priti na terapijo ali dovolj, da pride samo enkrat. Zdaj nekateri pridejo, jaz rečem, da sebe sestavljajo, tega je zdaj po koroni zelo veliko, ker ljudje so se zaprli v sebe in zdaj čutijo, nekaj moram narediti, karkoli že to je, ne. Veliko tudi berajo, zdaj je to vse bolj dostopno, veliko se o tem govori, če že hočeš, na vsakem vogalu je nekdo, ki nekaj z nečim pomaga, ne. Potem pa, oprosti, zdaj sem se pa zgubila. Če so kakšni konkretni primeri, ker to drugačne, da je polno ljudi, ki pomagajo, to je nekako tudi na nek način res in edino pravilno, zato ker vsak človek v danem trenutku potrebuje nekaj drugega, ne? Točno tako. Ne, mene bolj te konkretni primeri recimo zanimajo, tako, ta razsvetljenja, da tako rečem, ki se pri tebi zgodijo, pa v bistvu tudi čisto, kar se tiče bolezni in takih stanj. Tudi to. Ja, tisti najlepše, če že rečem, je delati s tistim, ki išče sebe. Zakaj? Ker veš, da se je že izognil bolezni. Tako kot sem prej razlagala, kako se telesa posujejo, pride nazadnje do sedmega fizičnega, ne? Takrat je pa že problem. In ko vidiš te zgodbe, nekateri že v stanjih s kemoterapijami, nekateri mogoče samo išijo, pa je že njemu to veliko. Vse, kar je na telesu, je vsakmu veliko breme. Ne? No, zdaj tukaj bova samo dodali, ne, tako za vsak slučaj naprej, da tvoja terapija absolutno ne nadomestijo ne zdravil, ne zdravniških terapij, ampak so samo nek support vsemu temu. Ja, ok.
Absolutno To je je pomembno, ja. medicina prva, absolutno. Ja. Tukaj pa samo doprinos telesu, da ga zbudimo, da telo začne se boriti, da se on bori, da želi. Ja, no, pa ti delaš tudi z drugimi pripomočki, imaš Teslin stol, delaš tudi zvočne terapije, gonge, takšne stvari, ne, se pravi, ti res pristopaš celostno. No, ampak jaz bi še vsem kakšen primer slišala, kaj se je Mogoče je najlepše, da kar ti poveš na svojem primeru, ki si ga doživela pri meni. In si bila takrat neveren, Tomaž, pa povej, te povabim. Mislim, čista resnica. No, ko so se midve s Tino spoznali, je Tina meni rekla, no, zdaj bom pa jaz ne, sem rekla, Tina, kaj pa ti v resnici pravzaprav delaš? In ko si jaz sem mislila, da mi pač hočeš pokazati vse znanje, ki ga obvladaš, ne, in sem mislila, da mi po pomoti držiš roke takole gor na nogi in me kar naenkrat začel res neskončno boleti kolk, zato ker sem imela hudo prometno nesrečo in polomljene noge, med drugim tudi kolk. In se spomnim takrat mene, ki si rekla, vem, da te boli, zdrž minutko, bo popustil. In jaz dejansko takrat naprej nisem več imela problemov s svojim levim kolkom in jih še danes nimam. In priznam, da sem takrat tudi jaz rekla, wow, no, zdaj izgleda pa nekaj res je na tema, ne. Ampak, dobro, k tebi hodijo ljudje, ki se rabijo postaviti in tako psihično in fizično, ampak raziskuješ pa ti, pravzaprav ti razvozlaš kakšen vozel, to je v prenesenem pomenu, tako rečeno, ne, ampak dejansko odpraviš blokade v človeku, ki jih nekje ima, zato da, ne vem, ne samo, da se pozdravi, tudi zato, da mu grejo boljše odnosi v ljubezni, tudi v financah, konec koncev, ne, saj to je tudi stvar, ki paše zraven, ne. Vse energija, ne, samo da je težja, denar težja, zlato težja in tako naprej. Lahko jih handlaš in jih imaš in jih obdržiš, če obvladaš te nižje, ne, kot je spoštovanje, pridobivanje, hvaležnost. To je treba ljudi učiti. To se pravi, najprej je treba osvojiti osnovne vrednote. Absolutno. Jih ozavestiti in jih dejansko živeti. Ja. Da se potem nam lahko sestajajo druge stvari. Veš, kaj me zanima, kako delaš z ljudmi, ki nosijo takšna težka čustva, ne vem, žalost, jezo, celo sovraštvo, globoka razočaranja. Kako pristopaš tem ljudem? Moram reči, da čisto različen. Odvisno je od človeka do človeka. Ravno danes zjutraj sem imela primer ene gospe, ki je prišla in je že na vratih kričala. In jaz jo tako gledam pa rečem, ljubica, usedi se na okameneli les, ti bo pomagal, poznaš moj les, da ti energije, ne? In se usede in ona še kar kriči in kriči. In jaz tako stojim in ona prav, veš, tako te imam rada, ker si edini moj pljuvalnik. Nima komu povedati, kaj je teži, nima se na koga jeziti in ve, da pri meni je varna, da ne reagiram, ampak počakam, da mine. In ko mine, gremo naprej. Seveda je pa vsak svoj individuum, vsak na svoj način. Veš, kaj mi zdaj povej, omenila si ta okameneli les, meni je to, pozabila sem na to. Daj mi majčkeno več povej o tem. Ta okameneli les je od mojega Gregata Kraljevskega, ima še tak lep priimek. Ta les da neverjetno energije. Brazilija, Madagaskar ga ima zelo veliko, tam je zemlja drugače kisla in ne strohni. Pri nas bi dobili potem kasneje rudo, ne, in bi bil premog, tam pa dobiš dobesedno les, ki okameni. Ko ga držiš, jaz imam pač srečo, da imam dva velika, lahko sediš gor, si že probala, neverjetne energije. Tam se tudi jaz velikrat čistim, takrat, ko že tisto pride, zdaj pa jaz rabim. Tako da ljudje ga imajo blazno radi. Vemo pa, in jaz sem strašen zagovornik, da kamni imajo svojega duha. In če mi z njemu delamo spoštljivo, smo mu hvaležni, se pogovarjamo, se on odziva. In moji kamni, kar nekaj jih imam, se odzivajo. Ja, to so vse žive stvari, a ne? Ja. Nadaljujeva čez nekaj minut.
dobrodošli nazaj. Tina, veš, kaj me zanima? Pri vseh teh terapijah, ki jih ti imaš, ne? In s tolikimi ljudmi, ki jih srečuješ, in s tolikimi energijami, ki prihajajo v tvoj prostor in si ti v stiku z njimi, kako pa ti poskrbiš sama zase? Kako v bistvu ohranjaš ta stik sama s sabo? Kako dejansko ti sama sebe hendlaš? Moj terapevt je moj kuža, to je prva stvar. Do nedavnega sem imela še mojo Ganjo, si jo poznala, žal je odšla. Je bila ta velika kuža, ampak z velikim srcem terapevtskim. Drugače zavetje najdem v svoji družini, kjer se počutim, da sem jaz in da sem lahko kdaj tudi prazna, da tudi jaz kaj rabim, ne? Takrat seveda moj mož ima posluh in reče, a greva? Pa spravim seveda. In greva k Sveti Foški. Sveta Foška je v Istri, na hrvaški strani. Verjetno si že slišala za njo. In tam meni poje duša. Dobro, to so občasni pobegi. Kaj pa tako vsak dan? Eno si že povedala, da je to ukameneli les, da se usedeš gor, da se nafila z energijo. Kaj še? Na kakšen način se pa očistiš, ali pa bom rekla drugače, kako se pa zaščitiš pred vsemi temi energijami, ne? Ker to vem, da terapevti imate kar izziv, zaradi tega, ker pač, ko ljudje hodijo k vam, so v tistih intenzivnih energijah, pa običajno ne najlepših, ne? Ker takrat, ko si v lepih, mogoče ne rabiš ravno najbolj terapevta, ne? Tudi v teh stvarih bi me zanimalo, če mi majčkeno več poveš. Vsak dan zjutraj, predno začnem delati, si odprem sveti prostor v tej moji sobi, zvečer ga absolutno počistim, prekadim, blagoslovim in zaprem. Naslednji dan se krog ponovi. To je ena stvar. Druga stvar je sebe najlažje na zemlji, ker vsi mi smo prišli od tam, naša mati je mati zemlja. Tako kot trdim, da kamne jaz tako jih tudi čistim in druge učim na zemlji. Ja, tudi kadila, ja, voda, vse, enako za mene velja, ampak mati zemlja je tista. Stati z bosimi nogami v jutranji rosi, zato da dobiš energijo, da se zahvališ in kar je odveč spustiš. Okay. Dobro. Veš, zanima me, če, ko se tebi zgodi, da ti potrebuješ pomoč, kje jo poiščeš? Mislim predvsem v smislu, da take vrste terapeuta, kot si ti, verjetno ni, ne? Ni. Veš, kako potem rešuješ te stvari? Ker to je pravzaprav tehnika, ki jo ti najbolj poznaš in veš, da je učinkovita in drugim lahko pomagaš, sama se pa verjetno malo težja. Mi poveš majčkeno o tem? Točno tako. Sebi ne morem delati take terapije, sem pa z leti pogruntala, če lahko tako rečemo, kako lahko svojemu telesu ukazujem in telo reagira. Če pa res pride kaj takega, imam pa mojega Simona, to je pa na hribu zdravja, na Vrhniki, blizu Vrhnike, in grem tam na njegove energijske točke. Ni pa prav tako, da bi bil on terapevt, oziroma jaz se spomnim, da sva se, pa ni mi treba povedati po imenu, ampak da ti, če imaš kakšen tak zelo težek primer, zato ker poveva tudi, da tukaj ne govoriva čisto o vseh stvarih, ki jih počneš, ne? Ampak imaš tudi ljudi, s katerimi se nekako posvetuješ, ki so ravno tako, nekako ne bom rekla sodelavci, ampak na nek način mojstri na tem področju, se posvetujete, kako narediti, ne? Kako izpeljati kakšno stvar in a lahko to narediš tudi zase oziroma za svoje najbližje. Ja. Za svoje najbližje pa lahko. Ne moreš pa ti recimo pomagati svojemu sinu, svojemu možu, svojim najožjim, na to pa nimaš vpliva. In tako je tudi prav, ker jaz vedno rečem, da vse na zemlji mora imeti zaščito, imajo tudi energija. In kaj bi bilo, če bi lahko vse tisto, kar znam drugim, delala sebi, ne? Potem lahko postaneš povzpeten, lahko postaneš Bog na zemlji, kar pa ni prav. Mi smo lahko doprinos nekomu, sami sebi je pa tudi prav, da znamo biti ponižni, da si znamo priznati, da kakšna stvar ne gre. In takrat pa tudi jaz imam, tako kot si rekla, ne bo v imenu svojega tesnega prijatelja, ki se lahko posvetujeva in tudi
mu jaz dam kdaj sugestije, tole mi naredi, pa on reče, mogoče pa kaj drugega, pa pravim, imaš prav. No, ampak v resnici je tako, da energiji se načeloma ne da zlorabiti, ne? Ne moreš ti nekomu delati nekaj slabega ali drugače, no? Vsaj izogibali naj bi se terapeuti temu, ne? Naj bi se, absolutno. Par besed o tem. In je zelo narobe, da nekateri, ne bom jaz sodnik, ker nisem zato na tej zemlji, zagotovo pa nekateri izkoriščajo to in obračajo, mislim, da ni zdaj prava tema tukaj, ampak se jih da izkoristiti, če želijo. No, ampak take stvari se potem obrnejo proti nam in na Absolutno. dolgi rok je to najslabša možna opcija, si predstavljam, ki si jo lahko dovolimo. To je bumerang, ne? Tako da z vsem spoštovanjem, jaz vedno rečem, z energijami je treba delati v strahu spoštovanja, s ponižnostjo in z veliko mero hvaležnosti. Veš kaj, zdaj, ko to govoriš, ne, veš kaj me zanima, koliko si ti, recimo, ko ti nekaj zaznaš, ne, iščeš še neke druge potrditve ali si res 100% prepričana, da je to, kar zaznavaš, to? Načeloma ne iščem drugih potrditev, moram reči, da sem kar sama v sebe 100%, sem pa toliko dosledna, da če mi nekaj ne štima ali pa nekaj sumim, imam kar par prijemov, kako pa lahko preverim tudi 5-krat, pa zato ponucam mnogo več časa, ampak ga, ker imam pieteto do tega, ki hodi k meni. Pa recimo tako ljudem, ker ti verjetno vidiš stvari, sploh če govorim o recimo stvarih, ki so se zgodile nekomu v zgodnjem otroštvu, pa ima mogoče zaradi tega neke težave, pa ne more ugotoviti, odkot jih ima, ti pa pravzaprav vidiš, odkot jih ima. A ti to človeku poveš ali ne? Direktno nikoli. Probam ga pripeljati malo po ovinkih, pa malo sprašujem, pa tipam, kaj pa takrat je bila kakšna situacija, zato da mu ti ne položiš to in da on ne kupi, da je takoj, to je pa to, ne, ker to je najslabše, kar lahko narediš, ampak moraš ti njega znati pripeljati do te točke, da si prizna, da razvozla in da reče ja. Verjetno, da tudi samo ugotovi, kaj pravzaprav je, ne? Ja. In to, koliko hitro pa ugotovimo, je pa si predstavljam odvisno tudi od tega, kako nam energija teče, koliko smo pretočni, koliko smo dejansko iskreni do sebe, pa ne nazadnje tudi, koliko imamo nekega znanja ali pa poznavanja sebe, da vemo, kam to umestiti, ne? Točno tako. To, kar si rekla, zdaj je iskrenost do sebe, ne? Žal, velikokrat ugotavljam, da najtežje je ljudem biti iskren sam do sebe. Ker sami sebi najlažje lažejo, če že, ne, sem v redu, jaz ne rabim, jaz sem tisti, ki zmorem. Vse to je ful fajn, samo telo nekaj časa verjame, pa sledi enkrat pa reče, dovolj je. In takrat on pokaže. In smo spet pri temu 7. fizičnemu telesu. Ja, ki pa kaže samo posledico vsega ostalega, ne? Tako. Veš, kaj bi ti še rekla, ne, dejstvo je, da se energije na planetu spreminjajo, če smo to 10 let nazaj začeli govoriti, pa so nas eni gledali po stran, je zdaj dejstvo, da se pač vibracija spreminja in da se spreminja vse. In mene zanima, kako ti vidiš te stvari, ali pa, če te vprašam drugače, kaj bi si želela za človeštvo, za ta svet, kaj lahko vsak od nas spremeni, da bo mogoče, ali pa naredi, da bo mogoče svet lepši, življenje lepše. To je to, kar jaz ves čas govorim. Šalom. Mir s tabo, mir v tebi in mir z drugimi. Ljudje so preveč postali zaprti v sebe, ne pustijo do drugih ljudi in si ne dajo poslušati. To je tisto, kar vedno govorim, individuum. In to jih zdaj ljudi počasi tepe, če lahko tako rečemo, ne. Treba se bo odpreti in drugmu pomagati. Moja stara mama je dostikrat rekla, kar levica da, naj desnica ne ve. Pomeni, leva roka je podarila iz srca, desna naj ne to oporeka. In ko bojo ljudje zmogli, da bojo drugmu znali biti človek, samo to, nič drugega, imamo vsi vse rešeno. Hvala lepa, Tina, ker si bila moja gostja. Vam se zahvaljujem, ker ste bili z nami in bi dodala točno to, kar je rekla Tina.
Dajmo biti človek človeku. Jaz mislim, da bo to zelo velik korak, ki nas bo pripeljal samo do lepih stvari. Hvala. Hvala.